Dober večer, sem Vladimir Vodušek in gledate oddajo WW Faktor. Hvala, ker ste nocoj v moji družbi in seveda družbi naših stalnih komentatorjev. Sirsko družino Karba Suleman, ki ima enoletnega sina Adela, rojenega v Sloveniji, so včeraj kljub protestom pred azilnim domom na Viču odpeljali na Hrvaško, ki bo uravnavala njihovo prošnjo za mednarodno zaščito. Otrokova mati je po njegovem rojstvu sicer trpela za poporodno depresijo. Državni zbor je na tajnem glasovanju potrdil 4 ustavne sodnike in celo izvolil novi fiskalni svet. Celotno pozornost in slavo je med 4 kandidati za ustavne sodnike požel dr. Klemen Jaklič, ki bo očitno dajal ton ne samo novi sestavi ustavnega sodišča, ampak dogajanju v vseh sodnih organih. Je dogovor med dvema največjima političnima strankama, SMC-jem in SDS-om, že napoved novega zavezništva Janša Cerar na prihodnjih volitvah. Vsakoletni največji slovenski praznik se je začel. Planica bo danes do konca tedna gostila še zadnje dejanje sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Planica je poleg športnih skakalcev tudi priložnost za politike, ki si v družbi športnikov dvigujejo rejtinge. Seveda pa tudi priložnost za slovensko športno disciplino pijančevanje. Sirska družina Karba Suleman je bila od avgusta 2015 nastanjena v azilnem domu na Viču, kjer so čakali, katera država bo obravnavala njihovo prošnjo za azil, Slovenija ali Hrvaška, saj so iz sosednje države prišli s turističnim vizumom. Vrhovno sodišče je pred dnevi na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije odločilo, da se morajo vrniti na Hrvaško. Poglejmo, kako je izgledala deportacija družine. Deportacijo sirsko-egiptovske družine so skušali njeni prijatelji in protestniki tudi fizično preprečiti. Prišlo je do prerivanja, posredovala je policija in zbrane nasilno umaknila. Tako se je mlada družina, ki je v naši državi na birokratske rešitve v azilnem domu čakala 1,5 leta, poslovila od svojih prijateljev in zaupnikov. Don't worry, please don't cry. Izgnana družina zaradi čustvene stiske ob izgonu medijskih izjav ni dajala. Je pa sirska kristjanka Carol Korba septembra povedala. I feel like I'm part of this place and my baby born here in Slovenia also. So I think he is right to stay here. To so menili tudi podporniki družine, ki so pred vozilom postavili živi zid. Z naraščanjem podpore družini je iz kombija izstopil izgnani Hanija Sulejman. Policija je kasneje uporabila telesno silo, po navedbah policije zato, ker shod ni bil prijavljen in ker se protestniki niso želeli umakniti. Tako v resnici izgleda azilni sistem. To je direktno nasilje nad ljudem, ki niso nikomur nič naredili v tej državi. Policisti so popisali vse udeležence shoda, tudi 4-letnega otroka. Se mi je zdelo primerno, da pridem svojim otrokom protestirati proti deportaciji drugih otrok. Policija zelo grdo ravna, da država zelo grdo ravna s to družino in s tem se nikakor ne morem strinjati. Kljub temu, da je družina avgusta 2015 najprej prišla na Hrvaško, je zastopnik družine prepričan, da bi njihovo prošnjo za azil lahko obravnavala naša država. Krhkega zdravstvenega stanja matere ni upoštevalo nobeno sodišče. Seveda pozdravljam naša stalna komentatorja Sebastiana Retiča v Kopru in pa Tina Mamiča prav tako na Obali. Zdaj, najprej bi vaju vprašal, mogoče ena izjava protestnice, ki je bila včeraj pred azilnim domom, ki pravi, nismo tako revna država, da se tako obnašamo do beguncev, oziroma razumeti moram, da so ostali brez vsega, da so morali zbežati, zato bi morali biti bolj človeški do njih. Glede na to, da je družina izrazila željo, da bi ostala v Sloveniji, saj se je tu rodil tudi otrok, bi jim morali pustiti, da ostanejo tukaj. Mogoče Tino. To je lažna solidarnost. Če bi mi bili solidarni, bi pomagali. Tako pa se gremo lažno solidarnost in tem ljudem, ki pridejo na mejo, jim odpiramo vrata. Zakaj lažna solidarnost? Zato, ker je v Afriki po 500 milijonov ljudi, ki bi radi prišli v Evropo. In to seveda ni mogoče. In če bi mi bili res solidarni in bi se nam ti ljudje res usmilili, bi jim pomagali in bi recimo Pedro Opeka dobil bistveno več denarja, kot ga dobi.
Ne? In tu bi morala tudi država, tudi ljudje veliko več denarja dati. In mene zanima zdaj tisti, ki bodo recimo meni ali komu drugemu očitali, da smo za zapiranje meja in da nismo solidarni, pa naj pride k meni domov, pa bomo pogledali, koliko so oni dali do zdaj za lačne otroke v Afriki in koliko sem dal jaz. Dobro, ampak Sebastian, se vendarle človeško se je ta družina in otrok zasmilila, v bistvu, ker je pač otrok je rojen v Sloveniji, vendarle in v nekaterih državah avtomatično dobi dobi državljanstvo države, kjer je otrok rojen. Pri nas pa ne, ker nimamo tega ius solis. Torej, najprej ta zgodba ima seveda človeško čustveno plat in verjamem, da nikomor, ki ima srce, ni vseeno, ko vidi trpljenje sočloveka. Po drugi strani je pa to politično vprašanje in dejansko je šlo za politično odločitev, ne za birokratsko pravno, ker so pravniki jasno razložili, da je ta odločitev seveda zakonita, da je pa Slovenija imela tudi drugo možnost. Torej, Slovenija bi lahko na podlagi istih pravnih norm se odločila tudi drugače. In tle gre za odločitev administracije Mira Cerarja in to poudarjam zato, ker mi je več strokovnjakov zadnjih nekaj mesecev povedalo, da je Slovenija tudi pri drugih azilnih postopkih izjemno stroga in konzervativna. In to je tudi ena od točk razhajanj ne samo v koaliciji, ampak še bolj znotraj samega SMC. Ampak se mi zdi, spora med njimi in Brglezom. Sebastian, se mi zdi, mislim nekako, če bi bil Janez Janša na oblasti, mogoče bi, ne vem, mi nekako pričakovali, ali pa verjetno se to sploh ne bi zgodilo pod Janezom Janša, ampak presenetljivo pa je, da se je to zgodilo pod vlado Mira Cerarja. To zgodbo lahko komentiramo iz človeškega vidika in se bom seveda pridružil tistim, ki jim je žal, da se je kaj takega zgodilo tej družini. Ali pa lahko komentiramo samo politiko te vlade, ki je v bistvu nekako reakcija na prvo dogajanje v Sloveniji, predvsem na prve upore javnosti. In jaz verjamem, da če se ne pogovarjamo o konkretnih ljudeh, takrat, ko seveda vsakega zaboli srce, ampak se pogovarjamo generalno o politiki, verjamem, da bo večina, tako kot je rekel Tino, zagovarjala abstraktno politiko. Taki posamezni primeri nas vedno znova spomnijo, da begunsko vprašanje ni samo statistika, ampak da gre za konkretne ljudi. Po drugi strani pa je Slovenija tudi, oziroma celotna Evropa, še posebej z nemško kanclerko Angelo Merkel, delovala zelo, zelo naivno, ko je dejansko vabila vse te ljudi v Evropo. Evropa ima velike težave, Slovenija jih trenutno še nima in zaradi tega, če odmaknemo vsa ta človeška vprašanja in seveda je vsakemu težko, mislim, da je Slovenija ubrala tukaj to konzervativno politiko, predvsem zato, da tudi pomiri javnost in da izpostavi našo varnost in naš način življenja kot neko prioriteto. Mi imamo humanitarne obveznosti, jih izpolnjujemo. Podobno vprašanje smo imeli tukaj glede zadeve, torej primera Škofije, o čemer lahko kasneje še kaj več povemo. Ampak vsekakor gre torej tlele za neko konzervativno držo naše države, za katero bo seveda levica trdila, da je fašistična, desnica jo bo pozdravila, tudi če ne bo potem volila za Cerarja zaradi te poteze. Vsekakor gre za vprašanje, ki deli javnost, predvsem, ko govorimo o politiki, ki pa ima seveda tudi konkretne življenjske posledice in včeraj smo videli primer te družine, ki bi se lahko končal tudi drugače, če bi se administracija Mira Cerarja tako odločila. Zdaj, Tino, se strinjaš ti z to tezo, da bi morali ravnati ne po zakonu, ampak po neki človeški plati. Zdaj na Ministrstvu za notranje zadeve so zapisali, da sta omenjeni zadevi na podlagi tožbe družine odločili tako upravno kot Vrhovno sodišče, poleg tega je bila, mislim, da vložena še ustavna pritožba. Zato so v njej odločili tudi ustavni sodniki, pa kasneje še sodišče Evropske unije. Sebastian je lepo povedal, da gre za osebno zgodbo. In če osebna zgodba je pač osebna zgodba in se tu lahko vpletamo ali pa ne, ampak nima smisla. Jaz si želim, da bi bili naši uradniki, ki so zelo birokratski, bolj človeški. Da bi bolj gledali za osebne primere, ampak
ker se tako obnašajo vsak dan in bistveno bolj kruto se obnašajo do slovenskih državljanov na upravnih enotah, na občinah, na raznoraznih državnih uradih, da se držijo kot pijanci plota vsake črke zakona, potem bomo pa pričakovali, da bojo zdaj v eni taki pri eni družini, ki je v človeški stiski, da bojo pa postali nebirokrati. Ne gre. To je treba, državo je treba spremeniti in debirokratizirati. Narediti državo, kjer je manj države. Ampak še eno stvar, če lahko rečem. Prej sem govoril o lažni solidarnosti. Če pogledate tistih 20 protestnikov, ki jih je bilo, mediji so rekli, da jih je 40, to pomeni, da jih je 20. 30 mislim, da jih je bilo. No, se vidite, verjetno 29. No, tam med tistimi protestniki je bil tudi en avto, ki je zaparkiral ta kombi. Zdaj, tisti, ki se malo spozna na avto, ali pa tako bo videl, da gre za BMW, znamke, katerega cena dosega od 63 000 do 105 000. In to so ti, ko jim jaz rečem, kaviar levičari, ki špilajo neko solidarnost in neko, ko bi rekel, neke reveže, neke take obrobne ljudi, dejansko gre pa za bogataše, ki revežem ne dajo nič, ne slovenskim, ne tujim. Zato naj oni začnejo skrbeti za reveže, naj dajo kaj denarja za UNICEF ali za Caritas, mi točno vemo, kdo rabi denar. In me zanima, ne vem, naši ministri, me zanima, koliko so naši ministri dali za Pedra Opeko, recimo, v zadnjem letu. Zdaj, nekateri bo rekli, da je to tipično desno stališče. Kakšno desno? Tam so lačni otroci, se ne gleda na to, ali so verni ali niso. V Afriki ve se sami, da je ogromno ljudi, ki niso kristjani. Tako da, to je larifari. Tudi to je manipulacija, to, kar se greste. Da Pedro Opeka pomaga samo kristjanom. Dajte no, to je zdaj smešno. Dajte malo preveriti, preden kaj tazga rečete. Zdaj, če ostanemo vendarle na tej pravni ravni, kot si rekel, Sebastian, po izrabi vseh teh pravnih sredstev, torej so okoliščina primera jasne. Republika Hrvaška je pristojnost prevzela in tako, mislim, da je bila ta predaja tudi opravljena. Vendarle, oni so prišli v Slovenijo s turistično vizo in to je očitno tista stvar, ki je v bistvu in ostali od 2015 in tu se je rodil otrok, ki je bolan, ki je žena, mislim, ta mama njegova je bolan. Vlado, vse, da se razumemo, ta odločitev je bila zakonita in zato so jo sodišča potrdila. To, kar je včeraj izpostavil, recimo gospod Krivic in drugi, je, da bi Slovenija imela tudi drugo zakonito možnost. Zaradi tega, ker pravni red omogoča odločitev, ki je takšna ali drugačna. Slovenija se je pač odločila. Odločila se je za strogo, odločila se je, da tukaj pač ne bo upoštevala konkretnosti tega primera, lahko bi se odločila drugače. Ne glede na to, da ima načeloma strogo politiko. Prej si omenil, kako bi ravnala vlada Janeza Janše. Mogoče bi ravno vlada Janeza Janše, ki bi generalno držala strogo politiko, v tem konkretnem primeru videla človeško plat te zgodbe in se odločila drugače. Ampak problem je, da ta vlada generalno nima ustreznega pristopa k begunskemu vprašanju. To smo videli mi pri nas v Kopru. Torej, model vlade je, dajmo se birokratsko rešiti tega, dajmo jih razmetati na nekaj mest, ustvariti geto, in potem, ko se zgodi upor, razumljiv upor ljudi, so seveda takoj oznake, to so fašisti, kako nismo humanitarni. Zdaj je občina Koper, župan Boris Popovič, ponudil ustrezen model. V Kopru smo pripravljeni sprejeti vseh 50 beguncev, ki so namenjeni naši občini, ampak ne na eni lokaciji, kjer bi se ustvaril geto in sovražno okolje, ampak razseljene po vseh krajih po občini. Ne samo to, ne samo, da jim je treba dati stanovanje. Torej, če že imaš nek resen namen izvesti integracijo, je treba imeti zraven še dodatne programe. Ampak zdaj, zanimivo je, tam v Škofijah, v tej hiši, mislim, da je bila javna hiša. Če imam prave informacije, nisem bil nikoli tam. Tako da me zanima, v bistvu, kako recimo domačinov ni motila javna hiša, zdaj jih moti jih pa to, da bi recimo... To je bil hostel, drugače to je bil hostel. Tam je drug problem. Tam je problem zgodbe, kako sta dve gospodični kupili
ta hostel in čez noč praktično pridobili pogodbo z državo. Ne. Tukaj se je zelo malo medijev spustilo v raziskovanje ozadja, da bi ugotovilo okoliščine tiste pogodbe med ministrstvom in tema novima lastnicama in možno je, da je ravno to tak razlog, da ministrstvo tako ustraja na tej rešitvi, ki je pa absolutno nesprejemljiva in je ne bo, ker je ljudje enostavno ne bodo dovolili. To je zanimivo. Občina je državi ponudila drugo možnost in to je možnost, ki je dosti bolj kvalitetna. Občina se bo seveda potrudila, da vse institucije upre v reševanje njihove integracije in da se jim dejansko pomaga. Ker problem je v tem, da tudi če damo recimo v kraj eno družino, en del ljudi bo vedno proti. Ampak istočasno bo pa mreža ljudi, ki jih bo pa toplo sprejela, jim bo pomagala in bo popolnoma drugače, kot pa če ti v eno majhno vas naseliš geto s 50 begunci. Mi že leta in leta poslušamo medijske spine o tem, kako smo Slovenci negostoljubni, kako ne sprejemamo ljudi, kako smo zadrti, ksenofobi, fašisti in tako naprej. Ampak to ni res. Ne, to ni res, ker če pogledamo samo, koliko nas je potomcev ali pa neposrednih priseljencev v Slovenijo, ki smo se priselili in nimamo nikakršnih problemov ali pa malenkostne, je to dokaz, da Slovenija in Slovenci nismo ksenofobni in nismo taki, kot nas levičarski mediji skušajo prikazati. Ravno obratno. In zato je treba na tem graditi. Tudi ta sicer politični spin, ki dokazuje izredno sposobnost Borisa Popoviča v politiki, ampak je pravi, je pravi, da se ljudi po eni strani sprejme in se jih sprejme ne v geto, ker se je to pokazalo ne samo v Franciji, tudi v Fužinah se je pokazalo, da to ni v redu. Jaz bi predlagal, da na tej točki zaključimo to temo v nadaljevanju ustavnih sodnikov, poglejmo oglase, pa se vrnemo takoj po oglasih.